Ali zanat? Ne spavim. Kakšno je stanje zdaj s fanti po porazu takmu? Zdaj, mi smo se malo pogovorili po tej tekmi, oddelali, moram reči, dobre treninge in z nestrpnostjo pričakujemo v bistvu jutrišnjo tekmo, da se probamo pač oddolžiti vsaj za nekaj časa za ta poraz, ki se nam je dogodil proti Šentjurju. Z vsem spoštovanjem do njih, ker trdim, da so dobra ekipa, vendar od Olimpije se pričakuje, da pač na teh slovenskih derbih enostavno zmaguje. Tako tega ne bežimo in v prihodnje moramo pokazati predvsem drugačen obraz. Kaj si mi rekel, da si najbolj zavežen? Kaj, borbenost? To, kar smo že po tekmi povedali, pač glede na to, da smo se dogovorili, da bomo igrali predvsem in razmišljali predvsem o obrambi, skoku. Tega v drugem polčasu, predvsem v tej tretji četrtini ni bilo. Tako da pričakoval sem več krvi, več želje, več borbenosti, več iskričev v očeh. In potem se nam je zgodilo to, kar se nam zelo pogosto dogaja, da ko nam ne gre, da enostavno v tistih trenutkih zbrezlamo, delamo prehitre odločitve v napadu, nedisciplinirano odigramo, hočemo nekaj narediti nasilno na hitro, kar pa ne gre in potem rezultat sam še dodatno pade. Kakšne besede pred naslednjo evropsko tekmo? Gre za dobro ekipo, mogoče ne toliko atletsko, ne toliko hitro, ker smo do zdaj vedno znova govorili, da igrajo malo bolj evropsko v smislu, ne vem, ali pa če hočete, imajo trenerja z naših koncev, tako da temu primerno tudi igrajo. Je pa ekipa sestavljena iz samih tujcev praktično, tako da so kvalitetni igralci, čaka nas težka tekma. Moramo pa narediti vse, da probamo to tekmo dobiti. Kakšen bo kaj odziv igralcev na ta pogovor, na to besedo? To težko rečeš, ne. Bomo videli na dolgi rok, v bistvu. Na naslednjih tekmah jih bomo enostavno morali dobiti. Prav, dobro so trenirali. Jaz verjamem, da se tudi oni zavedajo, pač, da smo naredili napako. Prepričan sem v to, da so hoteli najboljš. Motivacija je sigurno bila. Pristop na pač tem drugem polčasu pa ne pravi. Saj ne moramo reči, da so oni šli podcenjevalno tekmo, ker potem bi bil tudi prvi polčas drugačen, ki je bil. Mi smo šli to tekmo motivirano, s pravim pristopom, vendar enostavno potem v drugem polčasu zgleda glave niso bile pri tistih stvarih, ki bi morala biti, koncentracija ni bila prava in to je bil problem. Tako da to moramo spremeniti. Problem pa je to tem, ker to niso bili mladi igralci, tisti, ki so začeli drugi polčas, ampak v bistvu najbolj izkušeni in do tega enostavno ne bi smeli priti. Oldenburg, zaradi bosanskega trenerja, igra drugače kot ponovadi nemške ekipe, tako da s hitro zvelik, Norčan, velik. Ja, tako kot sem omenil, malo drugače, malo bolj potrpežljivo igramo, nekoliko počasneje, tudi te tranzicijske igre bistveno manj. Sicer igrajo tranzicijo ogromno, ampak v smislu v bistvu bolj kot ne že postavljenega napada, tako da je stvar dosti počasnejša kljub vsemu kot sicer. To pa ne pomeni, da ne bomo morali biti pri karkoli obrnemo potrpežljivi oziroma ne potrpežljivi, ampak predvsem dosledni pri vračanju v obrambo. Tako da tle nam ne smejo dati nobenih lahkih košev. Po drugi strani pa moramo mi probati odigrati glede na to, da igramo pred domačim občinstvom, nekoliko hitreje, bistveno bolj agresivno, mogoče še bolj kot sicer, da probamo prisiliti pač nasprotnika v neke napake in dosežemo te lahke koše. Da bo prvi te pokril. Mislim, da to ni bistveno, mislim, da se bo več igralcev odmenjalo. Oldenburg je zadnji, zelo pomembna tekma, recimo tukaj se lahko odlepite od njih, če ne vas pa vjamejo. Ja, mislim, da ste povedali vse. Se pravi, tako sem že prej povedal na začetku, za nas zelo pomembna tekma iz večjih razlogov, med drugim tudi zaradi tega, ker ste ga omenil. Tako da bomo se pripravili maksimalno na tekmo, dali vse od sebe. Upam, da bomo lahko na koncu zadovoljni. Koliko si pa kaj s temi ukrepitvami zadovoljen, ker zdaj že kar nekaj tekem? Pa načeloma dajo približno tisto, kar smo pričakovali. Predvsem me moti malo dejstvo, da so sposobni še bistveno več. Predvsem Zakis je fizično tako dober, da
če bi se zavedal svojih kvalitet oziroma če bi te stvari znal prenesti, ne vem, iz treninga na tekmo, ne, bi tudi potem bi lahko videli, za kako dobrega igralca v bistvu gre. Pa zdaj ne mislim, da je on bil pripeljan kot glavni igralec ali pa glavna okrepitev. On je pač, njegova vloga je bila, ko je bil pripeljan, že drugačna, tako da ne moramo zdaj vse, ne vem, tudi nazadnje te uspehe kriviti ali pa pripisati njemu, tako da imel je tudi dobre tekme in medtem Kezek pa Savališić mislim, da dajeta nek glavni del te ekipi, sta pa sigurno sposobna še boljše predstaviti. Je pa veliko od Zeka odvisen, kako Olimpija igra. Ja, normalno, vse to smo tudi vedeli, da bo, s tem razlogom je bil pripeljan in ste sami videli na zadnji tekmi, kako je bilo, ko on ni bil pravi. Gašper, je mogoče motivacija večja v evropskem pokalu, kot v Ligi AB? Ne, mislim, da ne. Prej bi rekel, da je lahko tudi druga stran, druga plat, da fantje čutijo še več pritiska na teh tekmah, ki jih enostavno morajo dobiti, pa se mogoče v tem še ne znajdejo najboljše, oziroma še niso se navajali nositi s tem pritiskom in potem včasih izgleda, kot da si oni ne želijo, pa da niso dosti motivirani, tako da ni lahko. Enostavno se malo tega navajati, v Olimpiji je vedno pritisk bil in bo, tako da časa pa ni veliko, da te stvari odpravljamo, oziroma enostavno se moramo s tem boriti in prikazovati boljše igre. Zdravi, Nismo zdravi, ampak ne vem, vam povedati, v kakšni zasedi bomo nastopili. Gašper, res kar piše Erko, da ste spostavili kontakt z Begićem. Kaj pa piše? Ne vem, kaj piše. Da ste postavili stik. Ja. Odgovor je enak kot pred tednom dni. Okay. Ja, hvala. Hvala ti.